Gušti se je pripeljal in to s taksijem v oddajo Radioaktivno zdravo. Zdravo, lepo zdrav na ormoški konec. So s tabo prileteli kanarčki ali orli ali oboje hkrati? Oboje hkrati leti, samo enkrat je en zgor, enkrat pa drug od zgor, ne? To je razlika. Je pesem odraz naše družbe in vsega tega, kar se dogaja? Seveda, mislim, da je včasih vpliva ta okolica nama in imam čutek, da dostikrat so stvari obrnjene na glavo in pač temu to v bistvu neke vrste refleksija moja, ki v bistvu pač opisuje te današnje čase, ki se mi zdi, da malo že zavijamo v dekadenčno smer. Ogromno tehnologije okrog nas, mi pa vse bolj nebogljene. Ni to veze z tako tehnologijo, ampak se mi zdi, da ta tehnologija, ki nam je dana, da je v bistvu uporabljamo za čist drugačne namene, kukar pa da bi v bistvu dejansko kaj pametnega z nje naredili. Ne. Tako da bolj to tehnologijo uporabljamo v nek svoj lastni promo, egocentrični moment, kukar pa da bi dejansko tudi kaj na družbo kot celoto pogledali, pa na skupnost. Nenazadnje pa si kar nekaj tehnologije uporabil pri tej skladbi, ki zveni zelo moderno, elektronsko na trenutke. Tukaj moram izpostaviti seveda producenta Lenarta Merlina, basista skupine Murphy, in tako komad sem v bistvu dal delu z njim. Jaz sem avtor naredil melodijo in tekst, on je pa v bistvu poskrbel za vse te bite, za vse ta zvok, zato ker se mi zdi, da je zanima me, kako mlajše generacije slišijo mojo glasbo, ne, in kako bi jo oni oblekli. In Lenart Merlin, ki je v bistvu slišal to na tak način, da je naredil in tak bolj drum and bass moment. Mislim, da si lahko pri teh svojih letih in posebno, kar sem naredil, prvošem lahko tudi kanček manjši odklon od tega svojega standardnega, temu reč mainstreamovskega zvoka. Veš, da sem bil presenečen, ko sem prvič poslušal skladbo, pa sem se vprašal, ali je to res Gušti ali ne. Ja, se pravim, nekaterim je všeč, nekaterim ni. Ne pomeni, da sem zapustil, da bom zdaj čist spremenil, da bom zdaj daleč od tega. Se pravim, šel sem en korak delati s človekom, da me zanima, kako mladina sliši mojo glasbo. Izdelek je tukaj, se pravim, nekoga sem šokiral, nekoga pač nisem. Ampak kot sem rekel, tudi sama tema je dosti bolj angažirana, običajno bolj opisujem romantiko, erotiko. In se mi zdi, da je čisto v redu, da včasih grem probati kančki drugam z zvokom. V pesmi poješ, da kanarčki orle jahajo. Ja, to pa zato, ker pač se mi zdi, da živimo v času, kjer je obrnjeno vse na glavo in imam občutek, da živimo v času, kjer kanarčki jahajo orle. Zdaj, včasih so orli prevladovali nebo, ne, in so bili oni absolutni kralji. Zdaj pa se mi zdi, da je obratno. Ker da so, ne vem, da se mi zdi bolj v smislu vrednot. Govorim to, nima to veze zdaj za ljudmi, pa karkoli. Mislim, z ljudmi v bistvu kot vrednote. Se mi zdi, da so nekatere stvari šle dejansko zašle v slepo ulico in se mi zdi, da so v določenih stvareh kanarčki prevzeli vodenje vsega. Ne. Ta mali vodijo ta velike in močnejše. Tako. Ampak ni več problem s tem, da prihajajo mlade generacije. Nisem hotel to povedati, ne. In nisem žalosten, da se vse spreminja, ampak se mi zdi, da sem malo žalosten, zato ker so neke vrednote, ki so čas nekaj pomenile, zdaj čist kontra. To me v bistvu bolj pesem govori o tem. No. Kot sem omenil na začetku, si se pripeljal s taksijem, kajti v videu si taksist, ki pa vidi marsikaj. Zgodba videa je to, da jaz kot taksist gledam svoje stranke in nekako podoživljam tekst skozi njih. Ne. Prihajajo ljudje, odhajajo ljudje, različni, razni in jaz v bistvu ko jih gledam v vzvratno gledalo, podoživljam ta tekst, ki ga pojem in skozi te različne stranke se pač tudi zgodba odvija. Gušti, kako pa se boš s taksijem vozil naprej? Še zdaj se bom s taksijem vozil naprej. V bistvu se jaz največkrat vozim s kolesom. Jaz sem po Ljubljani, glede na to, da sem Ljubljančan, pač je daleč najbolj elegantno se voziti s kolesom, še posebej zdaj, ker je lepo vreme. Tako da taksi prepusti momentu, kako ne gre drugače, ne? Drugače pa kolo. Tista stvar, ki me najbolj osrečuje v Ljubljani. Bova pa sedaj pesem spustila tudi v naša ušesa, zato spusti med nas kanarčke in orle. Upam, da jih boš lepo pogostil in da bomo videli, kjer se bojo usedli step na okno, kanarčke ali pa orli. Bom oboje nakrmil. Nakrmi, daj. Ful lepa hvala.
Živa, moje ime je Gušti in vi poslušate Radioaktivno. Gledam svoj odsev in vidim ves obrnjen svet. Morda sem jaz le tujec tu že vrsto let. So najlepše barve, vse pomešane, vse prodorne misli spet nekam zašle. Prilagajam se težko, se ideali rušijo. Prilagajam se težko, kanarčki orle jahajo. Našel sem otroka v sebi, ravno pravi čas. Genialno odigrava skupaj dvojni pas. Se ne trudim več ugajat, to priznam. Izgubljenim dušam le ponujam dlan. Prilagajam se težko, se ideali rušijo. Prilagajam se težko,